Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V oddaji bomo tokrat govorili o podobnostih in razlikah BIM projektov v Sloveniji in Veliki Britaniji, pokomentirali mite in resnico o BIM Level 2, ter pogledali v prihodnost in odgovorili na vprašanje, kaj sledi BIM-u. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, že tale napovednik verjetno da slutiti, da imamo danes gostjo Mojco Roženičnik. Pozdravljena, Mojca. Zdravo, Robi, zdravo, Matevž. Zelo sem vesel, da smo v bistvu ujeli čas, da se dobimo, ker se za tale podcast pogovarjamo že nekaj časa. Tako da, Mojca, povej nekaj o sebi v bistvu za poslušalce. Ima zelo pestro zgodovino. Ja, najprej najlepša hvala za povabilo. Malo smo se res lovili, pa da ne bomo krivili samo nas, je malo tudi časovna razlika, čeprav ne tako velika, ampak malo vseeno. Slovenija je že kar pozna ura, pri meni pa se je šele dobro začel večer. Oglašam se vam živo iz Londona. Kaj, kako, zakaj, se verjetno veliko ljudi sprašuje. Pač čisto na kratko o meni. Jaz sem se z BIM-om srečala, ko sem delala svojo prakso na prvi stopnji gospodarskega inženirstva. Tam sem spoznala mojega, kako bi rekli, BIM mentorja, ki je še vedno nekako ob strani, dr. Aleša Magdiča, ki mi je na praktičnem primeru pokazal, kaj dejansko pomeni vrednost BIM-a in kako se lahko z pametno uporabo informacijskih tehnologij in z razmišljanjem naprej, kar je pač v bistvu tudi bistvo BIM-a, lahko dokaj hitro opravi naloge, ki vsi pričakujejo, da trajajo tedne. Tako da to je bila moja prva izkušnja z BIM-om, pol seveda se vse nadaljevalo z mojo samo nalogo diplomsko. In pa seveda potem je to tudi potrebovalo temu, da sem spremenila smer študija, se vpisala na gradbeništvo in pristala na gradbeni informatiki, kjer je seveda tudi Matevž bil eden iz mojih profesorjev, tako da se tudi od tu malce poznamo. Vse skozi faks sem pač bila tudi dejavna na vseh različnih področjih in tudi veliko profesorjev se spomni svojih sivih las, ko so dobivali moje seminarske naloge v obliki BIM-a in seveda ne 2D načrtov, kar me včasih tudi stalo ocene, tako da ni vse rožnasto, kar se tiče BIM-a, seveda, če vas ne razumejo. Potem sem svojo uradno profesionalno pot nadaljevala pri Linealu, kjer pa sem potem po 2 letih in večjih uspešnih projektih se malo odločila, da preizkusim svoje znanje tudi v tujini in kam drugam kot v Anglijo, kjer je BIM Level 2 oziroma Level 2 uzakonjen od aprila letos, tako da sem pač malo brskala po internetu, vprašala pri našemu najboljšemu sosedu oziroma prijatelju, torej Google, kako in kaj je s službami in zelo hitro v parih tednih sem spakirala in se preselila na otok, kjer razen vremena je vse odlično, ampak tudi na vreme se da navaditi. Tako da sedaj sem se v malo bolj specialističnih vodah, ukvarjam se tudi z varovanjem oziroma z uporabo BIM-a na področju varovanja. Sem pa pred parimi meseci odprla svoje lastno podjetje, tako da sedaj s svojim podjetjem delam na različnih področjih BIM-a, vse od projektnega managementa za eno izmed največjih consultancy podjetij v bistvu v Evropi in na svetu, to je Turner & Townsend, ter pa seveda svetujem in pomagam vsem od arhitektov, statikov do specialističnih svetovalcev za varovanje. Tako, na kratko o meni in moji poti. No, jaz vam zdaj že kar prvo vprašanje, tako tisto najpomembnejše vprašanje danes, in sicer, kdaj si nazadnje odprla AutoCAD? Tako prostovoljno odprla, verjetno pred 10 leti, bila prisiljena dokazovati, da so moji BIM modeli enaki temu, kar lahko nekdo sproducira v CAD-u pa pred letom dni. No, sej, to je bil bolj za hec. Sej vemo. Ampak res me zanima, zato ker to smo že govorili na tem podcastu, da
vedno, ko se govori o BIM-u, na vsaki predstavitvi BIM-a, se najprej pove, da je AutoCAD mrtev. In moje vprašanje bi bilo, kakšno je tvoje mnenje? Je AutoCAD res mrtev, ali se še vedno vsaj malenkost kje rabi? Finta v tem, da uporablja se. Mrtev ni, še vedno se ga prodaja, še vedno ga ljudje z veseljem uporabljajo, ker se jim zdi to najboljše orodje, kar ga je poslal Bog, recimo temu tako, ampak dokazovanje vrednosti oziroma upravičenosti uporabe AutoCAD-a napram BIM orodjem pa je vedno nižja, tako da se, ko bi temu rekel, zaveščenost o tem, kaj se zmorejo BIM modelirniki, vedno bolj razširja med inženirji, tako da tudi tisti, ki so bili zapreseženi AutoCAD-ovci, sedaj s časoma prehajajo na druga orodja, ampak je pa še vedno zelo prisoten tudi v praksi. No, v bistvu, če se navezam na tole vprašanje, rekla si, da si odprla svoje podjetje, ki ima zelo zanimivo ime. Tako da bi vprašal, kaj mora človek narediti, da postane ninja? BIM ninja, če smo bolj specifični. BIM ninja, ja. Takole v bistvu ime je nastalo čisto preko šale, ko me je moral sodelavec predstaviti na enem večjem projektu, pa nekakor mu naziv BIM manager ni bil po njegovem mnenju dovolj za te stvari, kar sem jaz za njih počela. In enostavno rekel pač nekdo, ki je sposoben vstopiti v podjetje, odpraviti vse napake in pri tem hkrati ostati tudi neviden in skromen, je seveda ninja. In tako sem v bistvu dobila tudi svoj nadimek, ki je potem, ko se je bilo potrebno odločiti za podjetje, pač postal logična izbira. To, da postaneš BIM ninja, moraš same imeti samo strast do BIM-a, niti ne toliko do BIM-a, ampak do podatkov, do upravljanja z njimi in pa do gradbeništva. V končni fazi si lahko ninja na kakršnemkoli področju, dokler delaš tisto, kar imaš rad. To je tak zelo političen odgovor. Ampak, ja, se strinjam. Imam pa eno vprašanje tu. Ime podjetja je BIM Ninja. Na spletni strani sem pa prebral Meet the Ninjas. Ali si sama, mogoče imaš kakšne sodelavce? Uradno zaposlena sem sama, ampak sam ne moreš daleč, tako rečejo, če hočeš hitro, pojdi sam, če hočeš daleč, pojdi z ekipo. Tako da BIM Ninja so moje, BIM Ninja smo različni BIM navdušenci, tako v Angliji kot tudi v Sloveniji, in se povezujemo za različne projekte in pa seveda za različne potrebe, zato ker tudi moje znanje ni vse obsežno in pa seveda, kadar pride do specialističnih področji, se večkrat povežem tudi z ostalimi, ki jih BIM zanima ali pa so zgolj strokovnjaki na svojem področju. Potem je bilo pa še eno vprašanje. Meni je zelo zanimivo, da si iz Slovenije šla v Veliko Britanijo, kjer so pač zakonitosti stroke čisto drugačne. Med drugim so imeli tudi od aprila lani pravzaprav je uzakonjena uporaba BIM-a na nek način. Z Matevžem so eni prvih oddaj BIM pogovorov predstavljali rezultate neke študije, ker takrat, ko je v bistvu bilo že to uzakonjeno, mislim, da ne bom zdaj točne številke vedel, ampak da je bilo pripravljeno na BIM manj kot 30% arhitektov. Matej, se morda spomniš? Ja, to je bilo dejansko čist prva, druga. Neka mizerna številka teh podjetij, ki so bila že pripravljena na vpeljavo BIM-a. Pa me zanima zdaj, glede na to, da imaš že izkušnje iz prakse, a je res v Veliki Britaniji zdaj že vse to pripravljeno na delo v BIM-u, pa so že vsi delovni procesi podrejeni temu, ali je mogoče še vedno ena taka prehodna faza, ko so se ena podjetja že dobro prilagodila, druga so pa še čist nekje v preteklosti? Ja, ni vse tako lepo, kot predstavljajo, ampak ja, tako rečemo, vsi projekti, kar so se pričeli že od leta 2015 naprej,
so v BIM-u tudi privatni projekti, kajti tudi privatni investitorji so videli benefite, razlika pa je v pripravljenosti podjetij, definitivno. Vsi največji biroji, torej za stvari, ki so, ne vem, štadioni, šole, univerze, bolnišnice, vse te zadeve, katere izdelujejo seveda ene izmed največjih birojev, so izredno pripravljeni, se ukvarjajo že ne samo z facility managementom, ampak že samo z semantičnim programiranjem, z dejanskim omejevanjem samega risanja oziroma načrtovanja, ampak že pripravljajo, kako bi temu rekel, sprogramirane dele stavb, ki jih na to zgolj sestavljajo skupaj in se bolj ukvarjajo s tem, kaj vse z podatki, ki jih v BIM modelu nastanejo. Na manjših projektih se pa velikokrat tudi najde kakšen biro, ki ima 100-150 ljudi, ampak za BIM še ni slišal. Tako da je zelo mešano, ampak se pa večina industrije izjemno pripravlja in je že tudi pripravljeno na BIM. Tako da ni še vse rožnato, ampak je tako, recimo, se zelo pozna že napredek od lanskega v letošnjo leto. Že biroji, ki so lani komaj da shajali za produkcijo Revit modelov, leto že razmišljajo o Dynamu in se že ukvarjajo bolj z podatki, kot pa z samim načrtovanjem. To se mi zdi, da je tako primerljivo s tem, tudi kako je v Sloveniji, mogoče kak korak ali pa dva naprej. Ampak ena podjetja so pač že precej prilagojena, pa je mogoče tam manjko investitorji, ki bi malo bolj poučeni. Druge so že precej bolj pripravljene, pa tiste ponovno delajo s tujino. Tako da, misliš, da sta ta dva trga vsaj malo primerljiva ali je to čisto neprimerljivo? Ne, definitivno je. Pri nas je, se mi zdi, da bolj to problem, da veliko podjetij uporablja orodja, jih uporablja v pravi smeri, tržijo oziroma oglašujejo, pa ne, da delajo z BIM-om. Tako da v Sloveniji imamo veliko znanja še na področju, predvsem na področju infrastrukture, smo morda lahko celo rečem malce pred Angleži, kar se tiče železnic, cest, samega prikaza 3D modelov in tudi informacij, ki smo jih sposobni iz 3D modelov dobiti. Seveda pač ima Anglija to prednost, da je v Angliji masa investicij in da je tudi veliko stvari, ki se projektira v Angliji za tuje trge, predvsem za emiratske, kjer denar ni ovira in seveda lahko vložiš tisoče in tisoče v razvoj. In pa seveda v to, da zaposliš ljudi, ki so najboljši na nekem področju, ne glede na narodnost, kar pa si seveda v Sloveniji ne moremo privoščiti, ampak je naše znanje kar visoko, oziroma če smo čisto odkriti, če naše znanje in naše univerze in tudi študentje in industrija ne bi bili dobri, tudi jaz ne bi imela službe oziroma možnosti, da po letu in pol v tuji državi odprem lastno podjetje in od tega tudi kar dobro živim. Ja. Ja, znanje programov je osnovno, hočemo, nočemo, je osnovno. To je nekaj, kar dobiš s kilometrino, tako da mene osebno so preverjali in večina headhunterjev, kjer pomeni, da nisi zaposlen preko agencije in zaposlen samo če višje pozicije, tam seveda ne gre brez testov softvera. Tako da neko osnovno znanje softvera mora biti, ampak išče se predvsem razumevanje in aplikacija na reševanje problemov. Kar je, na primer, za razliko, ko bi rekel, če tudi glede na to, da sem končala univerzo v Mariboru, tam lahko zagotovo rečem, da se učni proces na ostalih smereh, ki niso bili gradbena informatika,
ne dotikajo toliko reševanju problemov, kot pa bolj reševanju zadanih nalog, kar za slovensko gospodarstvo je dokaj zaželjena lastnost, da izpolnjuješ naloge, ki ti jih dajo drugi. Ampak v hitro rastočem in prilagojujočem se gospodarstvu, kot je v Angliji, pa najbolj cenijo to, da znaš aplicirati znanje na praktični primer, oziroma da znaš rešiti praktični primer, kar pa smo na tem Euromaster študijskem programu morali početi za vsak predmet, tako kot tudi pri tvojem predmetu, kakor pri ostalih, smo morali znanje, ki smo ga pridobili, uporabiti na nekem praktičnem primeru in dokazati, da smo nek fiktivni problem rešili z uporabo nekega novega znanja, kar pa je tisto, kar največ šteje in tudi prinese največ vrednosti tvojemu delodajalcu. Se pravi, če te prav razumem, potem v tujini oziroma v Veliki Britaniji v bistvu iščejo izdelan kader, ki že obvlada orodja, obenem je pa sposoben reševanja problemov. Da niso to v bistvu potem sanje vsakega podjetja, da dobi takega delavca? Znanje programske opreme ni potrebno, da je napredno. Potrebno je samo zgolj, osnovno razumevanje programske opreme, kajti vsak delodajalec bo z veseljem vlagal v tvoje izobraževanje, ukolikor boš ti pripravljen v to tudi vložiti svoj trud oziroma svojo navdušenost. Ampak neko osnovno poznavanje softvera pa je zaželeno. Ni važno katerega koli softvera, kajti vsi BIM modelirniki delujejo po istem principu. Torej, če razumeš delovanje družin, pogledov in parametričnega modeliranja v Revitu, boš 3-krat prej osvojil tudi modeliranje v ArchiCAD-u, v Vectorworksu, tudi v FreeCAD-u, čeprav nisi programer. Tako da se mi zdi, da ni važno, katero programsko orodje spoznavaš ali ga znaš uporabljati. Važno je, da se lotiš enega izmed teh. Kajti BIM je tudi zadeva, ki jo lahko, kako bi rekel, delaš brez uporabe softvera, torej se da aplicirati na project management, na vodenje projektov, na high-level svetovanje, na BIM strategije, ampak če ti ne razumeš dizajn procesa in problemov in zakonitosti, ki so drugačne, kakor v tradicionalnem procesu, potem tudi te strategije in načrtovanje projektov ne bo uspešno. Tako da klikanje je osnova, vsaj po mojem mnenju, za to, da lahko dejansko resnično razumeš tehnologijo in da znaš pristopati z razmišljanjem, v bistvu z softverskim razmišljanjem k inženirskim problemom. No, jaz sem se želel samo še malo staviti pri tej programski opremi, pa se navezati na en prejšnji odgovor tvoj, Mojca, ko si rekla, da so ena podjetja v Sloveniji, ki že precej dobro obvladajo BIM oziroma ga zelo uporabljajo pri svojem delu, pa to ne oglašujejo navzven. Zdaj pa mene zanima, ali res misliš, da bi bilo to treba oglaševati navzven? Ker jaz osebno mislim, da ko bo enkrat večina industrije, ali pa recimo en del industrije prišel na ta način dela, sploh ne bo več važno, je to BIM, kako se temu reče, ker to bo pol postalo gradbeništvo. Ja, to je točno to, ampak predvsem, ko ti to isti se popolnoma strinjam, Robi, s tabo, bolj se ne bi mogla strinjati, no, ker mi že samo dejstvo, da se enkrat uporabi, že vajno vprašanje, kaj je BIM, je to model ali je to proces, me spravi na obrate, zato ker zame to nima nobene veze z modelom, z procesom, to je tehnologija, to je način razmišljanja in to je gradbeništvo, oziroma bo, naj se tako rečem, bo, ampak pri vsaki novosti je zelo dobro, Angleži rečejo lead by example, torej, ker vsi ljudje smo takšni, dokler je vsi se bojimo novosti in vsi se bojimo sprememb. In dokler ni dovolj velike množice, ki ti potrdi in vedno znova potrjuje, da je ena zadeva dobra, se bo veliko ljudi ne bo lotilo oziroma jo bo zavračalo. Iz tega vidika se mi zdi, da je zelo pomembno tudi to poudariti, da je veliko podjetij, ki uporablja ne samo software, ampak tehnologijo tudi v svojih procesih, pa morda tega moče oglašuje ni prava beseda, ampak moče ne kaže navzven, in se mi zdi, da bi morda bilo tudi prav, da se nam
oziroma ali vama, ali nam na BIM.si oziroma v društvu oziroma združenju CBIM oglasijo tudi tisti, ki to uporabljajo, pa morda ne kažejo nazven, ampak lahko nam pomagajo v bistvu razširiti ozaveščenost, ki pa je pri uvajanju novih tehnologij izredno pomembna. No, jaz še malo upam, da bo še malo ostalo na nižjih obratih, tako da v njih višjih še pridemo pa na koncu. Bi te pa mogoče že malo izzval že prej. V bistvu omenila si, da si že poslušala par najnih podcastov in par podcastov je bilo na to temo, ko predvsem enega se spomnim, enega gosta iz Nemčije, ki je govoril o tem, da je BIM v bistvu še eno od orodij, ki bo pač udeleženo v gradbenem procesu. Ne rečem, da se absolutno strinjam s to izjavo, ker mogoče je malo preveč posplošena, ampak vseeno, a misliš, da bo BIM res toliko prevladal nad vsem, kar poznamo že zdaj, ali bo mogoče pač nadgradnja tega, pa pri tem, kam ciljam, pri tem, da AutoCAD še vedno ni mrtev, ker to pa namreč mene spravi na obrate, vedno ko slišim. Tudi ostala programska oprema so znanje, ki se desetletje nabira, to seveda ni za odmet, ne? Je pa BIM ena taka nadgradnja, ki dejansko, če se mene vpraša, njena največja vrednost je v informacijah. Orodja so postranska stvar. Kako pa tvoje mnenje? Ja, točno tako mislim. Edino, kar se ne bi mogoče strinjala, je s tem, da ne bo postala še ena izmed stvari, ampak ker BIM ni programska oprema, BIM tudi ni, kako bi rekel temu, ni hitrejša produkcija informacij, BIM tudi ni, v končni fazi ni ustvarjanje podatkovne baze, ampak BIM je pristop k reševanju inženirskih problemov, tako sem že omenila, ampak ravno to je razlika, ker mogoče čez 50 let modelirnikov sploh ne bo več, z semantično interoperabilnostjo lahko spostavimo razmerja med vsemi elementi, torej so to znanje, ki obstaja zunaj po knjigah, po internetu, je možno tudi zmapirati v IFC shemo in modelirniki sploh ne bodo več potrebni. Naprimer, ideja, kaj sledi po BIM-u, ampak BIM zame ni ena stvar, ki bo se dodala obstoječim procesom, kajti projektni management, klasični projektni management in BIM nikakor ne gresta skupaj in ravno kadar ta dva trčita, se pojavijo največje težave pri BIM-u in takrat ljudje pričnejo dvomiti. Pač Angleži imajo tudi en pristop, ko vedno pravijo, da BIM-a ne moreš implementirati na eni ravni, to ni ne horizontalno, ne vertikalno, ampak moraš vedno pristopati od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Tako da tudi v samem podjetju moraš vedno navdušiti čisto vse, od direktorja do zadnjega tehnika, ki producira risbe, če želiš, da je zadeva res uspešna. Tako bo tudi znotraj projektov potrebno navdušiti čisto vse, od strank pa do zadnjega svetovalca oziroma upravnika objekta, da bo zadeva resnično lahko zaživela. Potem pa ne bo več vprašanje, katera orodja se potrebujejo, ali se potrebujejo orodja in če bo želel nekdo narisati detajl v AutoCAD-u in ga potem pripeti v podatkovno bazo, zakaj pa ne? Ampak je treba narediti najprej temelje, da podatkovna baza sploh lahko obstaja in je uporabna v celem procesu. Veliko vprašanj mi roji po glavi, ampak bi samo enega. Ti bom pustil, da pojasnim še naprej o BIM-u in procesu, pri vprašanju samem. Ampak ena stvar je v bistvu zdaj si omenila in recimo ta klasičen gradbeniški proces in pa BIM proces oziroma BIM pristop. Lahko to v pari stavkih razložiš, kje so tiste ključne stvari, ki so drugačne. Ker zelo pogosto govorimo v bistvu jasno o BIM procesu, rečemo v redu, pa orodja niso jedro tega, to je pač neodvisno praktično od tega, kjer orodje uporabljaš, BIM proces teče in je pač nekaj, kar je drugače, kot je gradbeništvo živelo toliko in toliko let nazaj. Kaj je tisto bistveno?
Najbolj bistveno je, da na začetku definiraš ves namen oziroma vse potrebe po informacijah. To je prvo, kar je razlika od klasičnega zasnova, ko narediš, vse se pripravi idejni projekt, ampak idejni projekt se zapiše na 3 strani, nariše se lepa skica in potem se ta projekt sprinta in se da v eno mapo in se odloži. In potem pričnemo z novim projektom, ne? Tista slavna žagica, ki jo vsi kažejo, kako se informacije izgubljajo, ampak že v štartu se prične s tem, da se v BIM-u definirajo vse informacijske potrebe oziroma definira se namen, zakaj se ta stavba sploh projektira, zakaj se gradi, kdo jo bo uporabljal, kakšne informacije potrebujemo, da jo uporabljamo in na koncu tudi porušimo oziroma spremenimo, prodamo, karkoli. Na to je potrebno se pogleda, kako se najbolj optimalno lahko sodeluje na projektu. Torej, katere informacije se potrebuje na kateri fazi. V klasičnem projektu pač arhitekt prične z zasnovo, ko je ta dovolj dodelana, se vključi statik, prične z svojim delom, vključijo se usporedno inštalaterji, ki pričnejo z svojim delom in potem stranka spet prejme en kup DVG oziroma en kup sprintanih načrtov, ki jih potem lahko dneve in dneve pregleduje in usklajuje in kolikor najde kakšno napako, potem spet naredi sestanek in povabi vseh 5-6 ljudi k sebi, kjer spet na to na papirju usklajujejo in se dogovarjajo in na to spet dostavijo stranki vsak svojo mapo z spremembami. Seveda že samo, ko opisuješ par korakov klasičnega pristopa, se nekomu, ki se dnevno ukvarja z informacijami, hitro postane jasno, da te informacije ne morejo biti usklajene, da ne morejo biti koordinirane in da je velika verjetnost, da celo objekt na samih risbah ni v enakih dimenzij. Kar je pa pri BIM-u razlika, je pa ravno to, da se definirajo informacijske potrebe na začetku in na to na različnih fazah projekta, kjer jih že vnaprej definiraš, kdo preda informacije komu, na kateri točki in lahko koordinacija in pa izmenjevanje informacij teče ne samo hitreje, ampak se tudi znotraj samega modela preverja tudi integriteta informacij, torej če so informacije pravilne in če je namen načrtovanja tudi ustrezen. Tako da ima hkrati in stranka pregled in načrtovalci jasne odločitve in hitre odločitve. Tako da v samem rezultatu, pa da sploh ne razglabljamo, v klasičnem primeru je to spet cel kup načrtov, ki potem romajo k izvajalcu. Pri BIM-u pa je koordiniran in, kako rečemo, v idealnih primerih clash-free model, ampak tudi če se pojavijo kolizije, torej clash elementov, so le-ti zabeleženi in je stranka tudi obveščena o vseh potencialnih tveganjih, ki se bodo potem zgodila na gradbišču. Tako to bi bilo za mene na kratko, sicer vem, da ni bilo na kratko, razlika, ki jo jaz osebno vidim v dveh procesih. Ja, ampak čisto popolnoma te razumem, ampak če sem majčkeno provokativen, omenila si informacije, definiranje, v bistvu, kakšne informacije se potrebuje, kdaj se potrebuje, kdo jih bo naredil, kako se delijo in tako naprej. Skratka, to, o čemer si govorila, je dejansko neki informacijski model. A je tako? Nekaj task. Skratka, zdaj pa hočem biti majčkeno zoprn včasih, ne? Ampak torej BIM-a brez tega modela ni. A je tako? Tako je, brez Project Information Modeling BIM-a ni. Zato tudi jaz mislim, da je relativno vprašanje, ne? Kaj je BIM? A je BIM proces ali je model? Mislim, sicer je to vprašanje zelo tisto, kaj je prej, ali kura ali jajce ali kaj podobnega, ne? Ampak tako da na vsak način razumem vse tiste, ki reče, da je proces. Ne? Tako da zato sem majčkeno zoprn sam. Ja, jaz ti bom dala pa še en odgovor poleg. Za mene je to filozofija. Za mene je to filozofija oziroma za mene je to postopek reševanja problemov. Zato, ker BIM je dejansko, mislim,
če me se mene vpraša, seveda, ne da polagam komu beseda v usta, ampak BIM je za v bistvu pristop, kako z software inženiringom ustvariti objekt. Kajti to je čisto enak proces, kadar se pripravljaš pisati software. Tudi najprej vedno definiraš, komu je to namenjen, kak je user interface, s kolikimi kliki se pride do nekega rezultata, na to pa greš programirati. In to je na isti način želi BIM revolucionirati gradbeništvo oziroma ljudje, ki težijo k BIM-u, da bi se na isti način lotevali projektov. In ravno zaradi tega, zaradi te kulturne, v bistvu spremembe kulture oziroma načina izdelovanja projekta in tudi prenos odgovornosti iz inženirjev dejansko na ljudi, ki producirajo informacije, torej na tehnike oziroma tehnične, je izredno sporna za večino klasičnega gospodarstva. Seveda sami vemo, da tudi ko bomo mi enkrat starejši, nam ne bo vseeno, če nam bo nekdo čez noč odvzel neke odgovornosti oziroma bo produciral informacije, ki mi ne bomo razumeli. In ravno to je tudi ena izmed največjih ovir za ko bi tem rekel, BIM implementacijo oziroma za širše sprejetje tehnologije. Ok, sam še eno vprašanje, Robi, pa ti pustim, da še ti kaj sprašuješ. Omenila si tudi prej projektno vodenje, pa zdaj je ta software engineering, software development. Ali potem vidiš kakšno tako povezavo med recimo to, kar se recimo na strani samega projektnega vodenja ali pa tudi ali pa razvoja softvera v smislu agilnih metodologij ali pa vitkih metodologij in pa BIM procesa. Je tle kakšna paralela, je to eno in isto, samo drugo ime, ali je kakšna sorodna zadeva? BIM je osnova, da lahko dejansko pričnemo razmišljati o resnem oziroma o učinkovitem vitkem procesu, torej Lean BIM, za sam Lean Construction. Že samo, če malo se pogugla termine, Lean Construction je še 50 let nazaj je bil izredno iskan, izredno in. Trenutno je Lean Construction zamenjal Lean BIM. In tudi eden izmed bivših sodelavcev na univerzi v Mariboru je dejansko eden izmed predsednikov katedre na West University of Scotland, tako da imamo tudi Slovenca, ki se na angleški univerzi ukvarja z Lean BIM Construction. Tako da malo, da nas tudi pohvalim, slovenske inženirje oziroma akademike na tem področju. Tako da za mene je v bistvu BIM osnova, da se lahko Lean oziroma vitko gradbeništvo kot tako sploh udejanji in dejansko izkoristi potencial. Ok, se strinjam popolnoma, ne? No, načela sta obravnanih tem. Zdaj bom pa malo provokativen. Vidva se skozi prerekava o tem, ali je to proces, ali je to model. Zdaj Mojca prvič imena je to filozofija. Jaz moram priznati, da me je zelo strah, ker se mi zdi, da to čedalje bolj postaja vera, ampak pustimo to. Hotel sem nekaj druga vprašati. Pri BIM-u je vse precej jasno. Meni se da je to dejansko implementacija softverskega pristopa v gradbeništvo. Ampak ena razlika je, da pri softverju je tak, da dokler ga ne daš iz rok, pač softvera ni. Pri projektih pa velikrat ni tak. Vemo iz Slovenije, vsaj jaz osebno vem za par primerov, ko so se zelo veliki projekti, med drugim tudi T6, pa še na par drugih, dejansko izvaja še preden je bila dokumentacija sploh pripravljena. In če zdaj vse to, kar smo v BIM-u povedali, apliciramo na take projekte, v bistvu prednosti BIM-a sploh ni, zato ker dokler še pride takrat, ko model še sploh ne obstaja, pa procesa tudi še ni, pa tak naprej. Kako pa ti vidiš te težave, kako bi se lahko kljub temu, da BIM ni prisoten v času pa na mestu, kjer bi moral biti, kako bi lahko BIM pomagal pri takih projektih? Čisto osebno imam točno takšno izkušnjo z razglednim stolpom v Lendavi. Stolp se je že gradil, ko sem jaz dobila to
nehvaležno ali pa hvaležno nalogo, da probam pokazati neko uporabnost BIM-a na celem projektu. Torej, vse stvari so že bile naročene, vse pogodbe že podpisane, kaj zdaj? Kako naj zdaj dokažem vsem izvajalcem, projektantom, ki ne želijo BIM-a na projektu, da je pa le to dobro, da občina Lendava kot takšna investira v to. Pa se da. Ravno to je to. Ne biti osredotočen, jaz zdaj imam pa Revit, zdaj imam pa nekaj z Revitom narediti, ampak pogledaš, da imaš tehnologijo, ki upravlja z informacijami, in pol pogledaš, katere informacije pa lahko služijo nadaljnemu projektu. In ena izmed teh stvari je bilo v bistvu 4D modeliranje oziroma modeliranje izvedbe. Kajti zemljišče je bilo zelo ozko, dostopnost zelo slaba, koordinacija tovornjakov je bila v bistvu eden izmed največjih izzivov, kako sploh spraviti material na to goro oziroma v Gorice. Tako da sploh ni bilo pomembno, kakšne so informacije vnešene v elemente. Bilo je zelo samo potrebno vedeti, koliko sekvenc oziroma v kakšnih grupah bodo elementi prihajali na gradbišče. In je samo podjetje, ki je izvajalo samo montažo jeklene konstrukcije, na začetku je bilo zelo, kako bi temu reklo, nepripravljeno k sodelovanju, ampak ko sem jim zmodelirala njihov plan dela, smo ugotovili, da nekaj stvari manjka, da so morda 1-2 nivoja samih elementov pozabili, ker so to pač seveda delali v Wordu. In potem, ko smo skupaj se usedli in pripravili različne plane glede na vremenske pogoje, glede na to, ali delo prehiteva ali se z deli zamuja, in so vse to lahko videli v pisarni in splanirali delo glede na te podatke, pa se je BIM izkazal kot zelo koristna zadeva. In tudi gospod Hozjan, to je gospod, ki je že skoraj da mogoče par mesecev pred penzijo, ki je bil na začetku zelo proti vsem temu, da ima še zdaj dodatno delo in se mora pogovarjati z mano in se mora ukvarjati z mano. Na koncu projekta bil izredno hvaležen, kajti vsi njegovi fantje so se vrnili živi in zdravi, kar je najbolj pomembno pri monterjih. Na delo so upravili hitro, učinkovito, v roku in pa so bili tudi dobro plačani za vse skupaj. Tako da se zna v vsaki fazi projekta se zna najti aplikacija, če jo želiš poiskati, seveda. Po drugi strani pa vse te projekte, ko si mi ti omenil, služijo samo eni stvari tule v Angliji, s tem, da nasmejem svoje sodelavce do solz, kajti mi v večini primerov sploh ne verjamejo, da je nekaj takšnega mogoče, da se ogromna, celo kritična nacionalna infrastruktura, kot bi bilo kategorizirano v Angliji, kot naprimer je T6, gradi brez dokumentacije. Za njih je nepojemljivo, da bi izvajalec sploh zasadil eno samo lopato v zemljišče, brez načrta, brez projektnega plana, brez vseh soglasij in pa brez kakršnikoli pogodb. Tako da zgodbe iz Slovenije so za moje sodelavce izredno zanimive. Njim se zdi smešno, meni je včasih grozljivka, tako da upam, da bo takšnih primerov vedno manj in da ne bo potrebno se spraševati, kaj lahko BIM stori sedaj, ko je že vse pripravljeno in se gradnja že izvaja, ampak da se bomo res lahko začeli pogovarjati. Sedaj imamo idejni projekt, pa ga dajmo narediti z BIM-om, pa se bomo čez 2 leti pogovarjali, koliko vseh problemov smo rešili, kaj vse smo se naučili, pa bo nam stranka hvaležna, ker bo dejansko upravljala objekt z nižjimi stroški. Ja, no, sej zato smo pa tu na Balkanu, vi ste pa malo bolj gor na severu. Mislim, Matevž, da bomo morali tu končati, drugače lahko Mojco še celo noč držimo, pa sprašujemo. Pa predlagam, da gremo naprej. Ja, se strinjam. Jaz bi spet kar si zagarantiral, Mojca, da te še enkrat ali pa na vsake toliko časa malo dobimo, še posebej, če boš še kar delovala v Angliji. Vedno je pametno slišati oziroma zanimivo slišati, kaj se dogaja drugod po svetu. Ja, seveda. Samo da se uskladimo, pa sem vajna. No, super.
Ok, skratka, naslednji sklop so priporočila. Ne vem, če smo kaj pripravili, Mojca, ima slučajno kaj za priporočiti, razen da je vredno obiskati London? Ja, tisto definitivno je, ampak drugače, mi Slovenci imamo vsi eno ful veliko težavo, ko sem jaz tudi jaz osebno imela, nekaj se nam zdi, da ker smo taki majhni, pa mogoče tudi malo z Balkana, pa vse skupaj, da tisto, kar mi sami znamo ali pa sami naredimo, da mogoče ni toliko zelo vredno ali pa da nas nihče ne bo cenil, ampak dejansko ni res. Pač želim si oziroma priporočam ljudem, da mogoče malo bolj verjamejo v sebe, pa da je vredno vlagati v sebe, pa da ko nekaj veš, ni važno, odkot prihajaš, dokler delaš to z dobrimi nameni, pa z željo, pa strastjo, se vedno odpirajo vrata in se vedno da, tudi če si iz Slovenije. Tako da, verjamete ali pa ne, v zadnjih parih mesecih nisem več srečala koga, ko ne bi vedel, kje je Slovenija. Zdaj ne vem, je to zaradi Tine Maze ali zaradi česa drugega, ampak tudi, če se zdajo v Slovenijo narediti prepoznavno svetu, se tudi lahko veliko komu odprejo vrata. Tako da, to je moje priporočilo, malo bolj poetično za danes. Ja, mislim, da bi si ga morali vsi držati tega, tako da je zelo na mesto. No, jaz imam pa v bistvu, čisto slučajno sem kot zanimivo enkrat kakšen mail, ki pride od Twitterja, ne zbrisal takoj, ampak še celo prebral. No, in je Ivo Žagar, ki je bil v drugi oddaji, se pravi prvi tako uraden gost v tem podcastu, retweetal eno zadevo. Skratka, eno poročilo je bilo izdano konec prejšnjega leta v Angliji, ki povzema ta gradbeni sektor. Tako da link so v zapiskih. Skratka, dva linka sta, najprej en PDF, ki je pač tak precej obsežen dokument, The Formal Review of the UK Construction Labour Model. Skratka, to je sam ta dokument, potem je pa še en blog zapis, ki povzema to zadevo in je pač zelo zanimiva za prebrati. Vmes je tudi ena taka schema, ki prikazuje, kakšne so morda tiste tehnologije in kakšen je njihov potencial za uporabo v gradbeništvu in kaj bo prinašal, kaj bodo te tehnologije prinašale v bodoče v ta BIM proces oziroma gradbeniški sektor na splošno. Smo pri zelo pomembnem delu in to so hitre vprašanja. Mojca, prvo vprašanje. BIM programska oprema. Kaj? Če moraš nekaj izbrati? Revit. Evo. Pišem. Dolgočasno. Zdaj, ta drugi, veš kaj, pustili smo si veliko manevrskega prostora za drugo vprašanje. Robi, povej. Ja, drugo vprašanje je najbolj priljubljeno vprašanje. A je BIM model ali proces, ampak mislim, da si že odgovorila vmes, da je to zate filozofija, kar je prvič. A ostaješ po tem odgovoru ali boš šla polovičko ali klic v sili? Nič, ostajam. Trmasta korošica ostaja pri svojem. Ja, zdaj imamo v bistvu kaj? Imamo model, proces, management, filozofijo, tako da imamo še kar nekaj stvari, ki bi jih lahko zraven dodali v ta BIM, ne? Matej že pa všeč, ker se ta graf če dalje bolj podaljšuje, da njegova zelo horizontalen postaja, še ne 2 let BIM pogovorov, pa bom zmagal. No, ta zadnji je pa ta okoli Open BIM-a, skratka uporabo standardov v tem BIM procesu. Ja, tisočkrat da. Tisočkrat da, sem pisal točno to, tisočkrat da. Ja, Open BIM je prihodnost, Open BIM deluje, spet potreben je samo pristop pravilni k uporabi informacij, čeprav
sem pač izbrala kot programsko premo Revit, mi glede odprtosti izredno ni všeč, ampak je to tudi, kako bi ti rekel, orodje, ki plačuje račune. Mi je pa, na primer, iz OpenBeam perspektive izredno všeč Archicad in Allplan kot tak, torej Nemetschekkovi produkti so superiorni, kar se tiče seveda OpenBeama, ampak tržni delež je le tržni delež, tako da tudi z Revitom se da, sicer z večjimi bolečinami, ampak plačaš pač za odprtost in pa za hitro, kako bi ti rekel, ponotranjanje programa pač plačaš na strani OpenBeama, kjer pač je Archicad bolj rigiden, pa trabiš mogoče malo več časa, da ga osvojiš, pa je zato veliko boljši, ko je potrebno izvoziti IFC, datoteko ali kakršnokoli drugo. Če lahko samo eno zadevo tukaj dodatno vprašam, zdaj imaš izkušnje tudi z malo večjimi projekti, kako je tam dejansko na začetku, se dejansko tam dogovoriš, tale pa tale software bomo uporabljali, izvoz se bo IFC, kjer IFC, kjer program, Revit, ne vem, verzija ta pa ta je možno uporabljati, vse to se načeloma definira in se tega drži. Tako je, to se vse definira v BIM Execution planu, v EIR, torej Employers Information Request, torej že sama stranka lahko definira, tako bi tem rekel, preferirano platformo, sicer ni zaželeno, ampak nekatere stranke to naredijo, ker imajo, ne vem, v hiši Autodeskov subscription ali pač so slišali za to in si to želijo, oziroma alternativno orodje, vkolikor lahko izvoziš IFC, kar so ostala orodja, potem se po BIM Execution planu določi sam build celo, ker je razlika tudi med Revitom v updatih, v vsem skupaj, tako da se določi vse do dejanske zadnje verzije programa, katera verzija se uporablja, katera verzija extensionov, naprimer za izvoz COVID datotek, za IFC izvoz, vse to se določi in ko pride naprimer nova verzija Revita, Archicada, česarkoli, se skupaj na sestankih pove, kateri je datum, kadar se pride na nov software. Tako da vse to se določi in se vse stranke obvesti in se vse stranke strinjajo, oziroma se prilagodi proces glede na software, ki ga uporablja nek dizajner v procesu. Torej, če imamo tri arhitekte in sta dva, en je na Revitu, en je na Bentleyju, en je na Archicadu, sploh ni problem, predajajo native datoteke plus IFC, da se omogoči seveda federacija znotraj Solibrija in pa izvajanje clash detectiona znotraj Solibrija. Tako da, ja, to je realnost in to je praksa, tako da to zame ni nič kaj nenavadnega. No, lepo, v bistvu skratka, lepo slišati, no. Mislim to, da pač nekdo, ki to dejansko dela, to pove, ne. Tako da se tisti, ki se še nekako lovijo, pa razmišljajo o tem, BIM ja, ne, kjer software ja, ne. V bistvu vsak software, BIM pa definitivno, ne. Tako da sam tako. Okay. No, pa še nekaj moram imeti, ne? Plus točke za odkritost, da nisi samo hvalila Revita, ampak si izpostavila tudi njegove slabe strani. Cenimo to na tem podcastu. Ne, ker ravno to je tudi ena izmed težav BIM-a, ker pač nekdo se nauči en software in pol se mu zdi, da je tisto pač najboljše in da je sveto in vse skupaj, ampak ni, ker če bi bil BIM software pol ok, ampak ker BIM ni software in ravno tudi ta omejenost na software te lahko velikokrat stane tudi v končni fazi profita, oziroma si narediš ogromno zgubo na projektu, ker si zapičen v to, da pa nekaj se pa more dati, ne vem, z Revitom narediti, čeprav se verjetno da, ampak bi mogoče bilo za en del boljši uporabiti, ne vem, robota ali pa Vectorworks ali pa narediti vizualizacijo v nekem drugem programu. Tako da tudi uporabiti primerno orodje za pravilno nalogo je velik izziv, čeprav se čuje zelo trivialno. Tako da to je tudi eden izmed nasvetov za vse poslušalce, predvsem za študente. Ne se upikniti sam v en software, pa ne se zaljubiti v en software, ker je važno, da znate uporabljati
čim bolj širši nabor, pa znati izbrati pravo orodje za pravo aktivnost. Zdaj bom tvegal, da bo ta oddaja podcasta sigurno najdaljša, zato ker bom še nekaj rekel na to temo. Malo me skrbi v bistvu, kako so te, ki so IT administratorji v teh velikih firmah, ki morajo najbrž imeti neki inženir, arhitekt, ko je njih 16 verzij različnih revitov naloženih, ali je to v nekih virtualnih mašinah? Ne, še to sploh ni problem, ker ti Autodesk kot tak, seveda zdaj si s prehodom na subscriptione trenutno, sicer tudi v prejšnjih verzijah, si ti, ko plačaš eno licenco, imaš dostop do vseh najnovejših verzij in pa do vseh verzij nazaj. Tako da tisto ni nek pretiran problem, tudi ni problem v tem, da bi sedaj nekaj začel projekt, pa bi nekdo rekel, da hoče imeti Revit 2014. To se ne bo zgodilo, vedno bo ali najnovejša oziroma ena pred tem. Torej, trenutno smo leta 2017, projekti, ki so lani potekali, so morda še na 2016, ampak se bodo v tem mesecu oziroma naslednjemu prestavili na 2017. Seveda te pa tudi sam Autodesk Center te, kako ti rekel, spominja na to, da obstajajo upgradi, prav tako vem, da je ista stvar za Archicad. Je res, da IT administratorji morajo biti moče malo bolj agilni, ko so bili včasih, ko so, ne vem, si imel AutoCAD 2007 lahko 10 let, tako da ja, je malo več, ko bi ti mu rekel, dela za njih, ampak se pa splača. V bistvu sem imel bolj v mislih pač arhitekta ali pa inženirja, ki dela na več projektih hkrati, ne? Pa da ima pač recimo 3 projekte odprte, te 3 projekti niso jasno nujno na isti verziji, po vsej verjetnosti so si pa zelo blizu, ne? To pa verjamem. Ja, ampak več kot 2 ni nikoli različno, tako da tis ni tako velika potreba. Je pa res, da se pač sploh pa v tujini veliko uporablja seveda linkanje fajlov, torej da se poskuša zadržati velikost datotek izredno majhnih. Tako da tudi, če nimaš računalnika, ki bi bil super računalnik, lahko delaš z projektom, ampak seveda spet s pravilnim pristopom se da tudi ogromne projekte delati na navadnem notebooku. Ok, hvala za vse tele odgovore. Robi, imam še kaj za vprašati, preden zaključimo? Ne, jaz bi se lahko pogovarjal še 2 uri, ampak bom raje prehranil nekaj vprašanj za naslednjič, pa bi morda zaključila za danes. V redu. Mojca, smo pri koncu. Predno, če zaključimo, bi se v bistvu najprej svojem, pa jasno v skupnem imenu zahvalil za to, da si vzeli čas in povedala blazno veliko zanimivih stvari. Ostale še 1001 stvar, ki je bila neodprta in neodgovorjena, tako da jaz upam, da si bomo spet enkrat našli nek primeren dan in to stvar ponovili. Tako da, ampak kje te poslušalci lahko najdejo na internetu, če hočeš še kaj dodatno zvedeti? Ja, najprej hvala za povabilo. Seveda rade volje nadaljujemo. Veliko govorim, tako da vem, da oddaja ni dovolj dolga, da lahko povem vse. Drugače pa poslušalci me lahko najdejo na Twitterju, Mojca RK, seveda na Twitterju je tudi BIM Ninja, tako da če želite slediti tudi mojemu podjetju, prav tako na LinkedInu oziroma na vseh socialnih omrežjih. Seveda pa ste več kot vabljeni, da obiščete tudi blog bim.si, ki ga pomagam soustvarjati z Ernejem, Petrom in Boštjanom, tako da vsi novi bralci, več kot dobrodošli in seveda tam je tudi forum, tako da če imate kakšnokoli vprašanje glede softvera, procesa, česarkoli, prosim, da nam to napišete ali pošljete zasebno sporočilo. Prav tako smo z bim.si tudi na Facebooku in na Twitterju in na LinkedInu, tako da bim.si, Mojca Ruženičnik, BIM Ninja, Google je vaš kolega, tako da
boste našli pot do mene, če ne pa lahko tudi se mi zdi, da bo ta Matevž pa Robi izredno vesela, da posredujeta moj mail, če se kdo obrne na vaju. No, bomo to vse polinkali in zapisali v zapiske. Robi pa ti? No, jaz sem še vedno na robert@klinc.net, na Twitterju sem Robert Klinc. Bi se pa zahvalil moramo povedati, za prvo poštno sporočilo naših poslušalcev, ali bo mogoče drugo? Ja, drugo. Z enim zelo tehtnim komentarjem na eno od prejšnjih oddaj, ampak ne bom nič več povedal, ker bova tega najnega poslušalca povabila v goste, pa bo sam povedal, kaj ga je zmotil, da se nam je oglasil. Bi pa na tem mestu pač povabil vse poslušalce, ki imajo mogoče kakšno idejo, ki jih zanima, ki bi radi kaj pokomentirajo, kaj pograjali, predvsem pograjali, ne jo hvaliti, tako ne tudi grajate. Dajte se oglasiti, pošljite, sem tak sva lahko boljša, drugače ne moramo vedeti, kaj pa mi všeč, pa kaj ne. No, se pridružujem tem željam. Skratka, mene dobite še zmeraj na matevždolenc.com. BIM pogovori so tako kot vedno na spletu, Facebooku in Twitterju. Tako da smo pri koncu. Mojca, hvala še enkrat za te odgovore in obisk v najini oddaji. Tako da, to je to. Mojca, Robi, adijo. Adijo. Adijo.